Lep pozdrav, moje ime je Jernej Zoran, vi pa poslušate oddajo Radioaktivno. What happens if I press this button? Nam je igral Jernej Zoran z novega istoimenskega albuma. Jernej, lep pozdrav, da je Radioaktivno. Lep pozdrav, spet mislim, da po 2 letih, evo, bienalno. Pa hitro se čas obrača. Hitro se čas obrača, tako. Danes bomo slišali veliko kitar. Zelo veliko kitar, v bistvu največ do zdaj na mojih izdelkih. To je moj 5. samostojni album in v bistvu prvi izključno inštrumentalen in izključno kitarski. Tako da ljubitelji Stratocasterov, Telecasterov, Les Paulov in tako naprej pri tem albumu zagotovo pridejo na svoj račun. Pomeni, da hitro nabiraš inštrumentalno glasbo? Ja. Zdaj se je v tem karantenskem letu pa pol, jaz tej plošči tako ljubkovalno narekovaj pravim moj karantenski album, moj Rockdown album ali pa Lockdown, kakorkoli. Tako da enostavno sem krenil po tej poti, nisem se obremenjeval z okolico svojo, svetom, v katerem danes živimo. Enostavno sem svojo pozornost preusmeril v tisto, kar bo ostalo, tudi ko bo te
trenutne situacije konec, to je pa glasba. Veš, da je to dobra oznaka rockdown, ne lockdown. Ja, v bistvu sem si jo sposodil od Paula McCartneyja, ne? On je tudi naredil Rockdown album. Ne? Pričela sva z naslovno skladbo, kateri gumb je treba pritisniti? Tako, oziroma kaj se zgodi, če pritisnem nek gumb. Zdaj, če malo se pošalim, naše garniture, vladajoče in takšne in drugačne, že vrsto mesecev pritiskajo na naše gumbe, takšne in drugačne. Ne? Nekateri imamo takšne gumbe, ker nas pravi stera, drugi drugačne. Mislim, da se v tej situaciji ljudje zelo dobro spoznavamo. Predvsem je to priložnost, da spoznamo sami sebe, kako se odzivamo v nekih takih nepredvidljivih novih okoliščinah. Greva z glasbo naprej, druga bo Chance Encounters. Tako, zdaj sami naslovi komadov tle niti nimajo nekega posebnega pomena. Bolj sem gledal na to, da mi je dobro zvenel naslov. Recimo What Happens If I Press This Button, mogoče malo nagajivo, ne, si ga lahko vsak po svoje predstavlja. Chance Encounters, se pravi naključna srečanja. Ma lahko tudi en tak romantičen inštrumental, zakaj pa ne, pa dajmo ga slišati. Jernej Zoran z mano v oddaji Radioaktivno. Prej so že govorila o teh gumbih, ali danes oblastniki pritiskajo predvsem rdeče? Zgleda, da temno rdeče in malo bojo črne. Mogoče bom pa še en album mogel narediti, ne vemo, bomo videli, kaj bo. Vsekakor pa, ja, tudi nekdo, ki je bil apolitičen do danes, mogoče zdaj nima več vzroka, da bi bil apolitičen. Bolj kot stiskajo gumbe, več je odtenkov. Ja,
večjo tipkovnico rabijo, ker bojo glih zdaj vse pritisnili. Ali pa bo zmanjkalo barvnega spektra. Ja, to ga je pa že itak, ja. Je potem tvoj album What Happens If I Press This Button tudi odziv na aktualno dogajanje? V bistvu samo z tega vidika, da sem se jaz osebno odzval na to zadevo, tako da sem se zaprl v studio in usmeril svojo pozornost k nečemu lepemu, k nečemu plemenitemu, in to je, kot sem že rekel, glasba, ne? In zelo dobro naložen, zapravljen, preživet čas, tako bom rekel. Prej si omenjal naslove skladb, kako potem daš naslov nekemu instrumentalu? Čist po nekem feelingu, če bi bil z Ljubljane, bi rekel, ja, tako ko mi zavibrira, ne, stari, pa to veš, se pohecam. Ne vem, čist dobro, mora mi dobro zazveneti naslov, in kaj pa največja fora je pa ta, da sem pri kakšnem komadu 3-krat, 4-krat spremenil naslov, ne, mislim, kot da bi bilo kakšno besedilo zraven, pa ga ni, ne, ampak moram začutiti, evo, to je pa zdaj, tako sem pa pripravljen dati naslov temu, pač nekemu komadu in tako, prijetno pravilo, recimo. Prej si povedal to po ljubljansko, kako bi to povedal po šentjernejsko? Čeprav že 7 let živim v Šentjerneju, še kar ohranjam svoj novomeški naglas, grmski dialekt in niti nimam namena se mu odpovedovati, ampak sem pa tja, pa kakšno besedo sem se že naučil po šentjernejsko povedati, ne, tako je. Vse tisto star vic, ne, koliko je 7x7 po šentjernejsko, ne, in potem je odgovor švoh 50. Odličen. Ja. Naslednja bo Meet Me at Midnight. Jep, to je pa ena taka, dobro, pustimo naslov, pač nekaj je treba dati naslov, kar je inštrumental. Pri tem komadu je pa bas, fretless bas, se pravi brez prečk, da je eno tako posebno noto tej skladbi, pa zdaj, ko že glih omenjam bas in tako, moram še povedati, kako sem to ploščo delal. Se pravi, jaz v Novem mestu, v svojem studiu, basist iz Zaprešića, na hrvaški strani, bobnar Mero Tomšič, moj kolega iz mesta, in Brian Petrie iz Louisiane. To je bilo tako internetno sodelovanje in pač prek spleta sem najdel te muzičarje in sem rekel, pa dajmo na tak način obzorje razširiti, in je super izpadlo in nameravam vsekakor še naprej na tak način delati. Prvič sem prst pomočil v to vodo mednarodno pozim, ko sem naredil komad All They Say, All They Do, ker sem imel tudi vokalista iz Nashvilla, enega fanta, super zapel, Cooper Moss mu je ime. Omenjam ga pa tudi zato, ker nameravam z njim še sodelovati, ker je res vrhunski vokalist, in splet zdaj ponuja res pravo paleto, pravi katalog kakršnih koli glasbenikov si zaželiš, ga najameš, ga plačaš in ti naredi točno tako, kot hočeš, in tudi zelo hitro, ker so to na roke vezani časovno, in za moj način dela, ker vse delam drugače sam, je to fantastičen del ustvarjanja, tako bom rekel.
Me at Midnight je bila slišana Jerneja Zorana. Sedaj si že omenjal to mednarodno paleto glasbenikov. Po kakšnem ključu si prišel do njih? Ali internet res potem vse prinese na pladnju? Ja, nekaj teh spletnih portalov je, kjer se oglašujejo glasbeniki iz vsega sveta in ne vem, če si zaželim, ne vem, brazilski črnski zbor, ga lahko dobim, ga lahko najamem in dobim. Že pri prejšnjem albumu Stik sem malo eksperimentiral v to smer, sem imel enega Brazilca, ki mi je orkestracije naredil in posnel. Tokrat sem šel pa samo naprej. In odlična izkušnja, mednarodna energija je noter v tej Moskvi zdaj in trudim se vsak projekt zapeljati malo drugače, kot je bil prejšnji in recimo, da je poleg tega, da je to moj prvi inštrumentalni album v celoti, je tudi to zanimivost pri tej plošči, da so tujci sodelovali pri njej. Ali to pomeni, da tudi ciljaš na mednarodni trg? Ja, absolutno, ker z inštrumentalno glasbo, saj sem tudi že začel nekaj v tej smeri letos končno delati in prvi odzivi kritikov so odlični. Zanima me tudi recimo, da bi svojo inštrumentalno glasbo mogoče spravil v kakšen film, reklamo, videoigrice, je zelo pester nabor, kjer lahko stržem to svojo glasbo, ker konec koncev se le s tem tudi preživljam in mi je v interesu, da imam tudi nek finančen izplen od tega svojega početja. Ne. Zanimivo je to, da nisi imel ob sebi ministrstva. To je danes zelo aktualno. Ti pa ministrstvo izključiš. Ja. Ministrstvo je v bistvu ukinjeno trenutno. Verjetno bom zdaj čez zimo pripravil nek inštrumentalen projekt z bendom, da bomo pripravljeni mogoče na kakšne odre naslednje leto, kar recimo, da bo temu patogenu, ki tako kroži, da bo slej ko prej zmanjkalo Slovencev, ki bi jih lahko še obdelal, ne. Pa recimo, da se bo vse potem odprlo in postavilo nazaj v neke stare tirnice, ki mogoče ne bojo več iste, ampak recimo, da bo nek približek našega starega življenja se vrnil. Ne. Čez leto nimo ugotovili, da nas je Slovencev 7 milijonov, ne samo 2 milijona 100 tisoč. 14 milijonov. Naslednja bo Great Wide Open. Ja, to je pa ena taka rock'n'roll šopačina, če lahko tako malo žargonsko se izrazim. En tak feel good komad, tudi naslov je tako optimističen, prostrana širina, prostrano nebo, prostrane stepe, karkoli bi si človek predstavljal, travniki, whatever. En tak pozitiven komad za mogoče malo manj pozitivne čase, kot en tak trenutek navdiha.
Jernej Zoran je moje ime. Poslušate oddajo Radioaktivno. Antares in Jernej Zoran oddaja Radioaktivno z albumom What Happens If I Press This Button. Kot sva rekla prej, rockerski izdelek, čeprav pa je slišati tudi kar nekaj drugih primesij. Ja, se pravi, mislim, žanrsko se nikoli ne obremenjujem ali pa omejujem. Kakor me pač navdih odnese, v to smer grem. In na tej plošči, recimo, da je pretežno rockerska, ampak so tudi kakšne druge primisije noter, ja. Malo da je tako, malo začimbice v juhi, ne. Nekaj popa, nekaj bluza. Tako. Si kdaj razmišljal, da bi kateri skladbi dodal vokal zraven? Ne, v tem primeru ne, ker imam, zdaj bom že malo v načrtih povedal, ker pripravljam, oziroma ga bom, sem da uspem priti, da uspem ta čas si vzeti, bom pripravljal zdaj čez zimo in pomlad že naslednji album, ki bo pa vokalni, pa predvidoma s tujimi gosti. Vokalnimi, ne, tako da lahko dejansko ga promoviram tudi v tujini brez zadržkov, ne, ker ni potem več omejen z jezikom slovenskim, ker sem zdaj, se pravi, 4 albume naredil v slovenščini in čisto iz tega praktičnega vidika sem začel komare tudi v angleščini zdaj delati in jih je, eno tono jih imam na lagerju in komaj čakam, da se zakopljem vse te datoteke in bajte in gigabajte in naredim to ploščo že naslednjo v bistvu, ne. Občasno pa tudi sam zapoješ. Ja, recimo lanski singel Oprostite, to ni moj svet, absolutno sem ga lahko sam zapel, ker je moj pogled na aktualno situacijo, še kar to ni moj svet in še kar to smo zdaj v teh čudnih časih in
so komadi, ki jih lahko samo sam zapojem. Ne. Komad, ki sem ga za hčerko napisal, jasno, da ga lahko samo sam zapojem, da bo verodostojen. Ne. Ampak se pravim, ta moja glasbena pot je zelo pestra in glasbena sodelovanja z domačimi vokalisti, pevci, pevkami v preteklosti tudi precej uspešna. Trenutno poglavje inštrumentalne glasbe, tudi že za naprej načrti narejeni. Tako da suma sumarum na koncu, kar pa je pomembno, je to, da vsem tem, kar počnem, neizmerno uživam in to je tisti point, ta glavna stvar, zaradi česar vse to počnem. Ne. Je pa ves čas v tebi vse malo vedeževalca, glede na naslove skladb in na dogajanje, ki se kasneje zgodi. Pa sej v bistvu ne rabiš biti nek Nostradamus, da vidiš, v katero smer se stvari razvijajo. Ne. Sej informacije z celega sveta so dostopne, takoj ko se zgodi neka zadeva in mogoče samo mačkan zdravorazumskega razmišljanja, pa potem malo vidimo, kje smo. Ne. Antares je bila tista, ki smo jo prej zavrtela. Antares je pa en tak poseben komad, ker sem uporabil klavirske lupe noter in v bistvu en tak mogoče naslov malo vesoljski, pa mogoče tudi komad malo vesoljski. Vsega je in živi bobni, in posamplani bobni, in umirije se in dive kitare, tako da Antares, ajde, vesoljski komad na tej plošči, naj bo tako. Zagotovo je vesoljski, kajti Antares je tudi zvezda, če se prav spomni iz Križank, najsvetlejša zvezda v nekemu zvezdju. Ja. Zadnje čase na YouTubeu spremljam mednarodno vesoljsko postajo, ne, ki imajo ta live feed, živ prenos v živo, ne. In gledam, kdaj na Dolenjsko leti. Včeraj zjutraj je nazadnje letela in je tako zanimivo. Ne. Enkrat se mi celo uspelo jo videti, enkrat pač po noč se ta zadeva vidi, če je jasna noč. Sem rekel, wow, ne, to je pa res zanimivo, ne, koliko smo v bistvu mehni ena pikca v tem vesolju. Ne. Neznatne, pa zelo zakomplicirane. Ja, tako. Glasba naslednja bo MCDN Station. To je pa spet neka novost v moji glasbeni zgodbi in sicer je 7-osminski ritem, se pravi 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, balkanski ritem. MCDN, recimo neka alegorija na Makedonija, Macedonian Station, ne, pač neki v tem stilu je, tudi naslov komada in prav tak, zelo fajn je ta komad, zelo pri srcu, ker sem si privoščil malo ritmičnega odklona in saj sem se tudi malo namatral, da sem ga posnel, ampak treba včasih tudi ven iz ustaljenih okvirov stopiti, ne, out of the box, in to je ta moj out of the box komad na tej plošči.
What Happens If I Press This Button je album, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno, Jerneja Zorana. 11 pesmi si nam tokrat postregel. Tako, v bistvu jih je 8 čist novih, 3 sem pa z lanskega EP-ja Deuce vzel, ker so bile izdane sem digitalno in sem jih dal zraven na fizični nosilc. Se pravi, jaz sem še zmeraj stara šola, kar se teh formatov tiče, čeprav imam izdane v vseh digitalnih in streaming variantah, kar je mogoče, to spremljam, da sem ažuren z distribucijo, sigurno, ampak za nas stare prce, ne, pod narekovaju, klinc, mora biti plošča, ki jo v roke dobiš, ki jo vzameš, rečeš, evo, to je pa zdaj album, ne. In sem dal pač eno omejeno naklado natisnit in gor sem dal še te 3 komade. Vse od A do Ž je tvoje delo. Bi lahko potem rekli, da si kantavtor? Kantavtor ali pa bolje srečen samo, ne vem, skladatelj in glasbenik, recimo. Avtor komadov in izvajalec teh komadov. Ker jaz bom v glavi kantavtor pač nekdo, ki brenka akustično kitaro in poje, ne. Tako da mogoče malo širše, ker ne tisti kantavtor v tradicionalnem pogledu besede. Lahko pa tudi, sej. Ima album potem tudi neke vrste rdečo nit od prve do zadnje skladbe? Rdeča nit na tem albumu je zagotovo električna kitara, ne? In dejstvo, da so komadi inštrumentalni. To je vsekakor ta rdeča nit. Čeprav pa, kot sva prej ugotavljala, te še vedno vleče vesolje, pa tudi po naslovih lahko vsakega poveže z vesoljem. Pa ja, jaz sem recimo po horoskopu riba je tako malo eterično zasanjeno znamenje in danes je dan, ko so dovoljene sanje, ne, je rekel nekoč nekdo. Jutri pa je nov dan. Ja, jutri je pa nov dan. Torej, še vedno letimo v stratosfere. Absolutno, dokler bom igral Stratocaster, bojo stratosfere. Potem lahko za polet do stratosfere uporabimo tudi Astrogliderja. Astroglider je, ja, viš, zdaj, ko se pogovarjava o tem, vidim, da sem pa res neke vesoljske naslove skozi dajal in Astroglider je v bistvu en tak, pozitiven komad, optimističen komad, mogoče pa bomo nekoč surfali po vesolju.
Astroglider in Jernej Zoran oddaja Radioaktivno. Dejal si pred, da si še stara šola, torej glasba na nosilcu zvoka v obliki CD-ja. Ja, tudi CD, poleg vseh modernih nosilcev. Kaj pa vinil? Z veseljem, samo stroškovno mi enostavno ne znese, ker to sam financiram vse in za te majhne naklade zaenkrat se mi še ne splača. Če bojo pa kdaj bolj masovne spet, pa z veseljem naredim par izvodov za audiofile. Glede na to, da je glasba dosegljiva na vseh teh svetovnih portalih in tako rekoč po celem svetu, kakšni so potem odzivi oziroma sprejemi iz tujine? Zelo, zelo dobri, lahko celo rečem odlični. Vem, da je to prava pot, vem, kaj sem sposoben narediti, kje so moje prednosti in to pač izkoriščam. In seveda, nekdo, ki to posluša, neko strokovno, kritiško oko, to sliši. Tako kažejo odzivi. To ni na mojem zelniku zraslo, to je pač so odzivi iz tujine taki. Ne nazadnje pa ustvarjaš v univerzalnem jeziku, ki jo vsi razumejo, torej jeziku glasbe. Tako, in to je prav tak poseben dejavnik v tej glasbi, se ne rabimo obremenjevati, ali bodo ljudje to razumeli ali ne, ker glasba je vibracija, glasba je frekvenca in je univerzalna in doseže vsakogar. Naslednja bo Falling from Grace. Oh yeah, Falling from Grace, to je pa... Evo, tle sem si pa dal duška s solažami, z hitro prstnimi pasažami na kitari, že skoraj malo pokaži, kaj znaš, čeprav ni bil to namen, ampak enostavno mi je pasalo, da se snamem sketne po domače povedano in sem se, evo, in je zaslišati, no.
Jernej Zoran z mano oddaji Radioaktivno. What happens if I press this button je album, ki ga tudi danes vrtiva. Pri domačih poslušalcih je tak isto album naletel na dober odziv, pa tudi dobre kritike si pobral. Ja, zelo, zelo. Vsi so mi rekli, zakaj ni že prej take plošče naredil? To smo hoteli, kitarske inštrumentale, to si ti dobro v tem. Ja, pač, ko je čas zrel, takrat se zgodi, prej se pa pač ne more. Ne? In očitno je zdaj bil čas zrel za to. Na Rockline si dobil 9,5 od 10 možnih točk in piše, da je to vse instrumentalni dosežek. Ja, zelo sem bil počaščen na to kritiko in tudi to je spodbuda in motivacija za nadaljnje delo, vsekakor. Da je to opaženo, da je to prepoznano in cenjeno, sigurno. Na koncu pa hočemo še, ker smo izbirčni. In tudi dobili boste še, to vam obljubim. Volite mojo stranko. Stranko dobre glasbe. Torej si že spisal pravi predvolilni program? Zgleda kar zdajle, improvizirano. Samo še 4% je treba prestopiti. Mislim, da z dobro glasbo se to hitro doseže. Nenazadnje ti si jih prestopil 95, zato ker imaš 9,5 od 10. Ja, seveda, ne bodimo vendar skromni danes. Ja, 95, še malo pa bomo imeli ta pravo glasbeno diktaturo, yes. Če pa postaneš preveč pohlepen, potem pa se znajdeš na drugače vrste portalih, ni na glasbenih. Ja, bom jaz kar na glasbenih ostal, kar mi najbolj pašejo. Naslednja bo Swamp, Oh Yeah. Oh Yeah, to je pa v bistvu z lanskega EP-ja Deuce, kjer sem pa uporabil sample gospel črnskega zbora in gor posnel na nje svojo slide kitaro. En tak, zanimiv poskus. Zanimiva, kako je to moderno ta teden? Zanimiva lepljenka, ne? Kako je zdaj beseda? Tako ja, lepljenka. Ja, lepljenka, no tako. Evo, jaz pa priznam, to je lepljenka. Črnski glasovi so iz Amerike, kitara je pa moja slovenska. Z Jernejem Zoranom danes lepiva intervju. Bo kaj odrov? Predvidoma v naslednjem letu, ja. Kakšnih hudih količin verjetno, ne vem, ker imam precej specifično glasbo zdaj, ni to zdaj nek mainstream, ampak z veseljem. Imam odlično ekipo in zdaj, čez zimo bomo začeli malo se spet dobivati in do pomladi lepo pripravimo repertoar in na kakšnem festivalu potem se pa potem verjetno naslednje leto zagotovo vidimo. Bo tudi kaj poti v tujino, glede na to, da je album tudi v tujini dobro sprejet? Če bo logistično šlo, zakaj pa ne? Drugače si prisoten tudi na vseh družabnih omrežjih, kjer lahko vidimo, kaj počneš? Ja, v bistvu na glasbenem profilu
se strogo držim tega, da je glasbeni profil na svojem osebnem profilu, tam pa kakšne neumnosti tudi kdaj napišem. Zanimivo je, da si eden izmed redkih glasbenikov, ki je na Twitterju. V bistvu jaz samo, ko nekaj na Instagramu objavim, še zraven poklikam, da gre tudi na Twitter, drugače pa bolj nisem na Twitterju, kot pa da sem. Ampak moraš ga pa imeti, ne? Ker ga tudi recimo v tujini kakšne materiale pošiljam, hočejo link Facebook, Instagram, Twitter, ne? Poleg spletne strani, ne? Je še zmeraj zelo prisotna ta zadeva, ne? Tako boš lahko širil tudi politični program tvoje glasbene stranke. Tako. 8 točk imamo, oziroma 8 tonov in s tem povemo vse. In čim bolj nas ne žalite. Da ne bo kakšna mevža od kje se pojavila, ne? Blue bo naslednja, predzadnja, najkrajša z albuma. Blue je pa en tak kratek blues, tako kratek, da tudi seja ni na koncu, je samo blue. Blue je bila slišana Jerneja Zorana, za konec že prej si nekaj govoril o izzivih, da je v tvojem računalniku gigabajtov raznega materiala. Ja, in zdaj čez zimo bom se zakopal v te gigabajte in izluščil to, kar bi bilo lahko neko ogrodje novega albuma in ga potem razvijal naprej. Prej si namignil, da bo naslednji album vokalno-instrumentalni. Ja, absolutno, ker imam ful teh komadov, kar kličejo po vokalu in neki tekstov imam že narejenih in res komaj čakam, da se lotim tega dela. Bo tudi kaj v slovenščini? Možno, ker še zmeraj si puščam, če bo v slovenščini, ga bom kar sam zapel, ne, ker gre komad, ki ima sporočilo, lahko, drugače pa bo pač v angleščini z gostujočimi vokalisti. Če bom pa začutil, ja, da imam še sam kaj zapovedati, se bom pa oglasil tudi tako. Kajti ti si bil znan potem, da si odkril kar nekaj dolenjskih pevk. Ja, tako je naneslo, da sem sodeloval s temi puncami, ki so potem se odločili za samostojno kariero in ja, zgleda, da sem dobra odskočna deska. Mogoče pa mene lansiraš med glasbene zvezde. Lej, Hecam se. z veseljem. Ne, potem komad zagotovo ne bo uspešnica. Ne vem peti. Tudi jaz ne znam peti, pa se vseeno. Potrudim pa ga dam na radijske valove. Potem lahko zapojemo v duetu. Tako. Kdaj lahko potem pričakujemo prvi singl? Verjetno bom zdaj čez zimo še kakšen video spot ali pa single dal ven z tega aktualnega instrumentalnega albuma. Potem, verjetno enkrat spomlad, da napovem nov projekt z njim. Za konec predstavitve tega projekta pa bova zavrtela še skladbo Daydreamin. Tako, to je pa en sam inštrument je gor in to je moja električna kitara. Nič drugega ni gor, to je 2-3 minutna kitarska sanjarija. S to bomo tudi odsanjali v noč. Jernej Zoran, hvala, da si vzel čas, se oglasil pri nas z novim albumom What Happens If I Press This Button ter
uspešno in čim bolj delovno naprej. Z veseljem, hvala za povabilo in za dobre želje in hvala enako in vse dobro naprej tudi Radiu Prlek, tebi in vsem poslušalkam in poslušalcem. Moje ime je Jernej Zoran in vi poslušate oddajo Radioaktivno.